Ameriki. Jaz sem Janin, tole pa Alen Sidar, ki je zelo navdušen popotnik. Že 20 let si bil star, ki si začel potovati in si že marsikaj predelal, kot vidimo na tem zemljevidu. Si pa sicer iz Slovenj Gradca, po poklicu pa Difovec. Potem imaš pa tamle še celo vrsto črt po Ameriki, nekaj pelje od centralne oziroma severne Mehike pa vse do Kolumbije, potem pa še okrog Peruja in Bolivije in potem še na jugu, blizu ognjene zemlje. Kako pa je to bilo? To je bilo pa v bistvu med korono. Sem v nekaj držav v Latinsko Ameriko obiskati in takrat se je ravno taka priložnost je bila. Se pravi okrog leta 20. To je bilo 2022, ja. Mehika je bila ena izmed dveh držav na svetu, ki sta bile odprti za tujce in sem rekla, da grem z enosmerno karto tja, pa vidimo, kaj bo. No, Enosmerno? Enosmerno, ja. In sem eno leto potoval od Mehike vse do Kolumbije. Takrat si že končal faks? Ja, takrat sem jaz sem še pred korono sem delal tudi na letalskih kartah, sem imel pač reden job. Pol je zmanjkalo povpraševanja, so nas dali dol, tako da sem pol v bistvu, ja, pa sem pa začel tudi take malo bolj delo nadaljavo iskati. Tako da sem lahko, v bistvu že prej sem šel v Mehiko, sem si uredil, da sem pač nadaljavo lahko vse delal, ne. Tako da sem si pol tudi tekom potovanja tudi finančno prinesel noter stroške, ne. Da nisem rabil prej si se zaslužiti. Kaj recimo, se pravi, da ljudje so rabili kakšne karte, avionske, kamorkoli? Ne, jaz sem tisto, kar sem delal nadaljavo, vse možno. Ja. Naprimer? Prevajanje, Ja? niti ne vem, kaj sem delal, čisto iskreno, ker nekaj z umetno inteligenco, nekaj slike označevali. Ja? Skratka, ja, mislim, vstajajo platforme na spletu, ki iščejo nekoga, kjer delajo, mislim, kot neki zavod za zaposlovanje za nimo dela. Kako si pa našel to? Našel sem na internetu. Ja? Ja, v bistvu začelo se je tako, točno, ja. Jaz sem želel angleščino učiti, ne, ko sem slišal, da se to ful splača, ne. Da ne vem, ti Azijci zelo radi imajo Evropejce, da jih učijo njihove otroke, ne, pa sem pa nekako vmes na to naletel, ne, pa je par dobrih projektov dobil, da sem lahko nadaljeval delo. Aha. Pa to kaj, to si imel svoj laptop s sabo? Ja, laptop. Edino, kar sem rabil, malo me je skrbelo takrat, kako bo z internetom, ampak ni bil noben problem. Vsako državo, ko sem prišel, po SIM kartica, vredu internet. Mislim, večinoma je bil vredu interneta, ne, tako da nisem imel težav z... Se pravi, priletel si verjetno tam nekje v mesto Mehiko, potem si pa nadaljeval kar lepo počasi proti jugu. Jaz sem začel v Ciudad de México, potem sem šel pa proti zahodu. Tista mesta Guanajuato, pa San Miguel de Allende, to sta dve taki turistični mesti. Potem sem šel pa do Guadalajare, pa še proti severu v Sinalovo. Malo še pokaži. Ja, to je tukaj pred obalo, pri obali. To je bilo takrat zelo velike adrenalina, ko sem se tja vozil. Ja, ne vem, če poznaš Sinalovo, to je največji kartel tam, ne, mehiški, ne. Jaz prej nisem šel v Mehiko, sem se raziskoval, kaj se tam dogaja in meni je izgledalo, da je Mehika res nevarna, da res noben ne gre tja, ne. In jaz sem šel pa zdaj v najhujšo zvezno državo, ne. Ja, zdaj tam blizu Kalifornije, Baja Kalifornija, tam so tisti kraji, kamor Američani hodijo na počitnice, ne? Ja, Američani hodijo tukaj. Tamle gor, ja, Puerto Vallarta pa ne vem kaj še, ne? Ja. Dol bolj na jugu pa ne? Ne, hodijo tukaj v Los Cabos, pa tukaj je par mest v morskih, kamor je priljubljeno, ne. Tukaj recimo jih pa zelo malo zaide, to je notranje Mehike in tukaj sem šel. Od tega, kar sem jaz doživel, najslabši je Chiapas, se pravi južni del Mehike, ne? Kar se tiče napadov in mafije in tako naprej, ne? Ja, to se zelo spreminja. Zdaj imaš
3 zvezdne države, kamor res ni primerno, kar sem nazadnje spremljal. Pa tudi takrat je bilo že tako, tukaj Tamaulipas, tukaj v vzhodnji obali Mehike, pa tukaj ko Acapulco, se ne spomnim, kako se že reče, zvezdna država. Blizu Acapulca, ja. Ja, pa Jalisco, to, v bistvu, to zdaj res ne greš, ne. Vse ostalo je pa nekako relativno ok.